Spoštovani, dober večer in dobrodošli na nocojšnjem dogodku. Okrogla miza z naslovom Deželne volitve, koga bodo volili Slovenci, je primeren naslov za skorajšnje volitve, ki bodo potekale naslednji konec tedna. Samo kratek pozdrav vsem našim gostom, ki so se odzvali povabilu. Forum idej namreč je pobuda, v sklopu katere želimo obravnavati aktualne teme, kot smo že v preteklosti. Danes je nadvse, kot sem povedal, pomembna volilna preizkušnja, ki čaka nas, ampak širšo deželno skupnost. Izzivov je veliko. Volilna kampanja je v polnem teku in verjamemo, da bomo tudi danes izvedeli tudi predvsem, kaj in kako razmišlja civilna družba. Izhajamo iz dokumenta, ki ga je Slovenska kulturno-gospodarska zveza posredovala vsem strankam, ki se potegujejo za te volitve, v katerem smo izrazili naša pričakovanja, naše želje. Vprašanje je, kako in kdo jih bo uresničil. Sporočam, da je nocojšnji dogodek tudi v neposrednem prenosu na našem kanalu Facebook, tako da pozdravljam tudi tiste, ki nam sledijo oddaleč. Če boste želeli postaviti kakšno vprašanje proti koncu tega večera, pa vas prosim, da pridete do mikrofona, ker je tudi to potem snemano. Hvala lepa in besedo predajam Rudiju Pavšiču. Ja, hvala lepa tudi z moje strani. Hvala za prisotnost in hvala vam, da ste sprejeli naše povabilo. Naš prispevek je želel biti tak, da damo mikrofon predstavnikom tako zvane civilne družbe. Običajno v tem predvolilnem času veliko govorijo o politiki ali pač tisti, ki se s politiko ukvarjajo. Mi smo pa želeli slišati, kako predstavniki naših osrednjih organizacij in javnih uprav tudi na nek način razmišljajo o tej volilni preizkušnji, kako ocenjujejo deželno upravo, ki zaključuje mandat, kakšna so njihova pričakovanja za naprej, kako in koga nameravajo podpreti, ne mislim osebno, ampak kot koalicije ali kot posamezne stranke in zakaj. In to pred volilno preizkušnjo, ki za marsikoga naj bi imela nek, med navednicami, zgodovinski domet. Zgodovinski, vkolikor obstaja pač tudi ta nevarnost, da bi tokrat ne izvolili Slovenca v deželnem parlamentu. Ta možnost obstaja, ni, bom rekel, podobna tistim iz prejšnjih mandatov, je večja ta nevarnost. Po drugi strani, pred dobrim mesecem in pol, ko se je nekako začelo bolj intenzivno spregovoriti o volitvah tukaj v naši deželi, so nekateri ugotavljali, da je pač zadeva že v štartu neuspešna za tiste, ki razmišljajo levosredinsko, češ da je zmaga zapečatena za dosedanjo večino. Ta zadeva ni več taka. Jaz imam tudi, ne smem, ampak imam neko sondažo iz teh dni, ki kaže precej drugače. Ta velika razlika, ki je bila napovedana, je ni, je veliko manjša, taka, da se lahko pride tudi do nekega presenečenja. Se spomnite leta nazaj, ko je za nekaj 100 glasov zmagala naša koalicija, nenapovedano, tudi takrat je bilo nenapovedano.
mislim, da tisti, ki pač opazuje dogajanje, predvolilno dogajanje v naši deželi in nekako sledi in posluša in govori, se tega zaveda, da so tako zvani vnaprej zapisani zmagovalci v nekoliko težavah, so zaskrbljeni in tudi določene odsotnosti publike, ko prihajajo nekateri lideri v našo deželo, se kažejo. Ampak to ni dovolj. Ni dovolj, kajti za uspeh pač tiste koalicije, za katero mislim, da večinsko, ne rečem vsi, ampak večinsko jo podpirajo, je potrebno še marsikaj, je potrebna primerna volilna udeležba, kajti z nizko volilno udeležbo je v tem trenutku favorizirana desnica. Je potrebno, da se podpre pač predsedniškega kandidata, ki je vsekakor, bi rekel, neka izredno dobra izbira, če se zavemo in vemo, kako je nastajala in kako so potekale razprave za evidentiranje kandidata, ki naj bi vodil levo-sredinsko koalicijo. In za nas, seveda, so potrebne preference za naše kandidate. Veste, jaz mislim, da lahko rečemo, da ne glede kdo, kje nastopa, ampak za nas je pomembno, da brišemo tisto skrb, ki jo lahko imamo, da ne bomo imeli slovenskega ali slovenske predstavnike v deželi. In to lahko naredimo z preferencami, s tem, da nagradimo naše kandidate in jim pomagamo, da pridejo. Kajti tukaj kot nevtralec se bom opredelil, sem v teh tednih bral izjave nekaterih bivših deželnih svetnikov, ki so nekateri, so rekli, da če je ali če ni Slovenca v deželi, ni tako nič hudega. Jaz se s tako tezo ne strinjam, moram priznati. Jaz vem in zgodovina deželne uprave je dokazala, da Slovenci, ne glede na kateri stranki so bili, so dokazali in pokazali, da je slovensko vprašanje bilo vedno ali v določeni prednosti. In ni garancije, da bodo drugi skrbeli za naše stvari. Ne funkcionira tako. Lepo bi bilo, ma ne funkcionira tako. Drugače bi ne razumel marsičesa v politiki. In zato sem pristaš, bi rekel, da moramo podpreti slovenske kandidate, če smatramo in če smo pristaši tistega gibanja, tiste stranke, v kateri kandidat nastopa. Potem so druge, kjer jih nimamo in pač tam je nekaj drugega in razumem lahko tudi podobne stvari. In nazadnje še vprašanje, ki je aktualno, verjetno v tem tednu ni tako aktualno, bo aktualno verjetno po volitvah. Kdaj bo prišel čas, da se Slovenci znamo dogovarjati in pogovarjati in se dogovarjati tudi med nami, kako nastopiti in v kakšni meri lahko sodelujemo za to, da imamo večji uspeh. Ko se zadeve bodo podirale, bo prekasno. Jaz mislim, da tukaj moramo biti dovolj zreli. No, nekaj iztočnic sem dal za to, da zdaj gremo v neposredno razpravo in sicer bom začel tako, kot sedimo, ker me je Maja prosila, da bi rada govorila zadnja. No, najprej
bo rekel tako, neka ocena vaša, na podlagi vaših izkušenj, ki jih imate, ki ste jih imeli z deželno upravo, kako ocenjujete njeno delo in če si dovolim tudi, kako ocenjujete delo opozicije. Ker tudi od opozicije, ne, ki je bila in je tudi opozicija ima eno vlogo v tej zgodbi. Začnemo z Benečijo, ne, to pravi Jole, ali pa ti dam tega, no, tako potem. Benečija je ima več razlogov, si predstavljam, da ni ravno navdušen nad zdajšnjo deželno upravo. Dobro večer, hvala za povabilo. Tudi mene zanima ta razprava, to skupno razmišljanje o naši situaciji, o naših problemih, o rešitvah, o naših problemih. Če grem takoj v bistvo problema, lahko rečem, da v Benečiji imamo zelo veliko problemov, ki seveda niso od včeraj ali od danes, niso problemi, ki so nastali s to deželno upravo zadnjo, vendar mislim, da lahko rečemo mirne duše, da ta zadnja deželna uprava je te probleme še dodatno poslabšala in nas je spravila res v skoraj nemogoč položaj. To bom obrazložila z dvemi problemi, ki so za nas izredno velikega pomena. Prvi zadeva sistem krajevnih uprav. No, na našem območju, v vsej Videnski pokrajini, kot veste, so gorate občine in mi imamo izredno majhne občine z majhno število prebivalstva in so za nas izrednega pomena gorske skupnosti. No, dežela Furlanijevljska krajina že 20 let eksperimentira sistem krajevnih uprav na nadobčinski ravni. Smo imeli prej gorsko skupnost Nadiških dolin in Terskih dolin. Potem so združili Nadiške in Terske. V drugi fazi so dodali še Brda. Potem se vse to spet podrli in so ustanovili v zadnjem mandatnem dobu z Serakjanjevo vlado UTI, kar pomeni, da smo bili skupaj združeni s furlanskimi občinami in središčno vlogo je imel Čedat. In zdaj v tej novo reformo so spet spremenili, smo spet skupaj Nadiške in Terške doline, središčno vlogo ima pa Čenta, ki je vedno bila nekako imela eno obstransko vlogo. Kaj to pomeni? Pomeni, da vsakih 5 let se spreminja geografski okvir, se spreminjajo pristojnosti, se spreminjajo storitve in v bistvu že 20 let mi smo nekako povsem naše krajevne uprave, naše občine so povsem nekako neutralizirane, ker nimajo možnosti upravljanja dobesedno. Upoštevajte, da imamo občine, na katerih je po en uslužbenec, kaj da bi imeli 2 uslužbenca ali več. Imamo občine, na katerih imajo občinskega tajnika nekaj dni na teden ali celo nekaj ur. In seveda pomeni, da tisti junaki, ki prevzamejo to vlogo župana, res nimajo nobenih možnosti, da bi kaj naredili za svoje ljudi, da bi nudili tiste storitve, ki so jih dolžni nuditi svojim občanom. In gorske skupnosti, kot rečeno, v raznoraznih sestavah v bistvu te funkcije ne upravljajo. Tudi zaradi tega, ker tako hitro menjavamo sistem. Da povem samo o tej zadnji gorski skupnosti, kjer ima glavno vlogo Čenta. Ta gorska skupnost v bistvu je uporabila skoraj leto in pol drugo leto, zato da je sploh sprejela bilanco. In v vsem tem obdobju jim ni uspelo urediti nobenih skupnih služb, ki jih mora nuditi za manjše občine.
In seveda v tem smislu programiranje, planiranja ni niti sence. Mi smo bili tudi v tem obdobju vključeni v zakon za periferna območja. Naj mimogrede povem, da prejšnja deželna uprava je pozabila na nas. Je dala v tisto periferna območja, Kanalsko dolino, Karnjo, Furlanske Dolomite, nas je pozabila. Leta 2022 so vključili tudi Nadiške in Terske doline. In tam dejansko se nam obeta precej denarja za investicije. Ampak pogoj je, da ta ustanova mora pripraviti teritorijalni program, strategijo razvoja. Vi razumete, da v takih pogojih, v katerih smo, tega ne bomo nikoli dosegli in spet bomo prikrajšani za velik del teh sredstev in spet bo naš teritorij še bolj obubožan in še v večjih težavah, da bi nudil tiste minimalne usluge, ki jih morajo nuditi krajevne uprave. Jaz mislim, da tukaj bi morali tudi levi center, vse stranke levega centra se resno zamisliti na to vprašanje upravljanja majhnih občin. Ker tukaj smo mi v totalnem, popolnem konfliktu z italijansko ustavo, ker naše uprave, tako kot so urejene s tisto strukturo, ki v bistvu nimajo, ne morejo upravljati, ne morejo ne živeti, ne umreti in nobenih investicij ni, čeprav sredstva so, samo mi ne moremo priti do njih. To je eno vprašanje, ki je zelo pomembno in bi morali, mislim tudi mi kot civilna družba, začeti se nekako povezovati in sprožiti neko protestno akcijo, ki naj se začne tukaj, naj se širi po vsej Italiji. To je nemogoče, da se pusti, da se ta sistem krajevnih uprav, ki so tiste, ki so najbližji ljudem in njihovim potrebam, pustijo tako, da crkavajo, dobesedno crkavajo. Drugo področje, na katerem tudi smo imeli zelo negativne izkušnje s to deželno upravo, je področje zdravstva. Mi imamo v Čedadu, smo imeli v Čedadu bolnico. Ta bolnica je bila v bistvu že 2 leti je zaprta. S prejšnjo reformo je bila povezana z Vidmom in je v bistvu delovala, ker je bila v mreži z Vidmom in tako zdravniška struktura, razne storitve so bile povezane z Vidmom in je sistem funkcioniral. Funkcioniral je tudi zato, da je bila ena taka prva stopnja za tudi urgenco. Zdaj vse se steka v Videm, kjer čakaš najmanj 12 ur, da te sploh vprašajo, kaj ti je, zakaj si prišel tja. Torej tudi to ne funkcionira. Bolnica je zaprta 2 leti, odprli so jo za 40 dni, se ne spomnim točno katerega leta, v bistvu, ko smo imeli občinske volitve v Čedadu, teden pred volitvami so odprli bolnico, 3 tedne potem so jo ponovno zaprli. In zdaj kaj, nimamo urgence, imamo pa un punto di primo intervento, ki ne vem niti kako se prevede, v bistvu je neke vrste ambulante, zato ker lahko tja prideš samo s lastnimi sredstvi, ni rešilca, ni nič, je v bistvu en zdravnik tam na razpolago. In kar je še hujše, tam so to delo zaupali eni privatni zadrugi, torej privatnemu sektorju. Privatni zadrugi je zmagala natečaj na deželi, pri tem, da ni imela niti osebje. Je zmagala natečaj in potem so začeli iskati zdravniško in drugo osebje. In torej mi smo lep primer, katere smer želi ubrati ta deželna uprava. In sicer privatizacijo čim več na zdravstvenem področju. Da ne govorimo potem tudi o pomanjkanju zdravnikov na teritoriju. Se opravičujem. Sem prej tudi pozval vprašati vas za uslugo in sicer, da je malo krajši, ker nas je precej in bi radi vsaj 2-3 kroge napravili in tako naprej. No, mislim, ko si to govorilo o zdravstvu, verjetno je bila bolnica Franja daleč na boljšem, ne? Če gledamo, saj ni bila zaprta, je bila vedno odprta, ko so jo rabili.
gospodarstveniki, vi ste pragmatični ljudje, niste taki malo bolj ideološki, gledate pač na konkretne zadeve, na denar, na zaslužke. Ste zaslužili s to deželno upravo? Dobro večer vsem. Hvala za besedo in najprej se moram opravičiti za mojo zamudo, namreč sem bil na svetu zavoda Gorica 2025 in se malo zavleklo. Bom lepo odgovoril na to vprašanje. Ja, res, mi smo stanovska organizacija, katera, kot vse stanovske organizacije, sodelujejo z vlado, ki je trenutno, s katerokoli vlado, ki je trenutno na oblasti. Mi smo s to vlado relativno dobro sodelovali, mislim, da naš sogovornik je bil ponavadi odbornik Bini. Občasno smo se srečevali tudi z Robertijem in moram biti pošten, da odnosi so bili solidni in dobri in tudi ker ne nastopamo nikoli sami, ampak smo vedno v sodelovanju s Confartigianato ali Confcommercio, tako da in Cienea. Tako da naši nastopi so vedno skupni, programirani in tudi dogovorjeni med stanovskimi organizacijami. Tako da ni nikakršne ideološkega predznaka ali kaj podobnega. Na splošno pa lahko ocenim delovanje, kar se tiče gospodarstva, te administracije, relativno dobro. Jaz mislim, razen nekaterih stvari, ne vem, da so delili sredstva, tako bi se reklo, helikoptersko ali pioggia, ne v določenih sredstev in ne ciljno. In posebno v času covida, kar se tiče gospodarstva, jaz mislim, da so relativno dobro izvedli njihovo nalogo. Vsi moramo priznati, da tisto obdobje je bilo zelo težko za vse, za gospodarstvo in verjetno tudi za politike, ki so morali sprejemati določene odločitve, dobre ali slabe, ki so bile. Kar se tiče pa sodelovanja z opozicijo, jaz se moram vnaprej zahvaliti za sodelovanje z senatorko Rojc. Jaz mislim, z njo imamo taki pristen odnos, se pogovarjamo, iščemo rešitve, nam je zelo pomagala pri tem našem problemu, da bi bili prisotni v trgovinski zbornici, kjer pa zakonsko je praktično tako, kot smo se mi zamislili, nemogoče. Sodelujemo tudi če zdaj pridem na deželno raven, tudi z odbornikom Danilotom Slokarjem. On je tudi bivši naš član, tako da z njim imamo en tak skoraj prijateljski odnos in sodelovanje je kar na dobrem nivoju, potem rezultati so tisti, kar so. Moram pa biti pošten, da z ostalimi pa mislim, sodelujemo zdaj z bivšim odbornikom, bolj zdaj kot župan, kakor prej, tako moram biti pošten, tako da nećem biti kritičen, a dejansko zdaj, ko je župan, je naše sodelovanje na bistveno višjem nivoju in tudi gospod Gabrovec je kar bolj aktiven do nas in do naše organizacije. Menim, da morda kot skupnost imamo en problem, da se fokusiramo na, mislim, ko si prej rekel, jaz gledam iz pragmatičnega zornega kota kot podjetnik. Menim, da bi se morali tudi fokusirati na tem, da bi imeli naše predstavnike tudi v vsakem primeru tudi na vladi, ne vedno v opoziciji. In bi na nekakšen način bi podpirali tudi tiste politike, predstavnike, ki so tudi na desni strani, ampak so Slovenci. In kot si sam prej rekel, če so Slovenci, sigurno nam pomagajo na kakšen način in tudi peljejo naprej ideje, ki jih kot skupnost zagovarjamo. Mislim, da kot skupnost moramo postati zelo podjetniški in pragmatični v tem smislu in izkoriščati to našo danost, da smo enotni,
ker je zelo malo skupnosti po svetu, da so tako enotni, kakor mi, in da ciljamo tudi glasove, morda tega se ne sme reči, tudi na glasove, in izbiramo slovenske predstavnike na eni in na drugi strani, ker itak v tem trenutku ne vemo, katera je stran prava, ne? Mislim, tista, ki bo na vladi. Tako da mislim, da bi morali kot skupnost se tega zavedati in se prešteti na kakšen način in tudi dati preference na tak način, da bi imeli ne samo enega, več kot enega predstavnika, ki zagovarja naše interese. Hvala. Ksenija, ti si začela odnos s deželno upravo, mislim, kot predsednica paritetnega in si potem več časa ga nadaljevala kot predsednica SKGZ. In verjetno si z deželo, predvsem z odbornikom Robertijem, imela veliko stikov, tudi zaradi tega, ker obstaja ta naša komisija in tako naprej. Moram reči, da saj v javnosti ni prišlo strani krovnih kakšne posebne močne kritike do deželne uprave. Je ta nekritika namenjena predvsem Robertiju ali eni politiki deželne uprave, ki je pač bila tista, ki jo poznamo? Ja, dober večer tudi z moje strani in hvala za povabilo, hvala tudi za vprašanje. Res, lahko primerjam prejšnjo upravo in to upravo, ampak z drugačnega razgledišča. Prej strani institucionalnega paritetnega odbora, ki je vsekakor vladni organ, to kar 5 let, 3 leta pa, pretekla 3 leta pa kot predsednica krovne organizacije. Jaz bi tako ocenila, da je bilo nekaj svetlih strani in nekaj sivih peg, odvisno s katerim filtrom se to ocenjuje in kako se gleda na realnost. Jaz bi rekla, da tako odnosi z referenčnim odbornikom so bili stalni na vseh nivojih, to se pravi bodisi institucionalnem kot tako pogovornem, dogovornem. Vselej je našel odbornik Roberti čas, da je prisluhnil. Sam tudi dal inicijativo večkrat, tako da me je skoraj presenetilo, ker za razliko recimo prejšnje izkušnje je bilo intenzivnost dogovorov in pogovorov mogoče večja v tej moji drugi izkušnji. Moram reči, da je tudi recimo naša danost bila tudi bolj receptivna, če ne drugo, ker je bila zapopadena že v imenu odborništva, ne? Ker odborništvo za lokalno avtonomijo, varnost in tako naprej in manjšinske jezike, medtem kot prej je bila skrita v nekih škatlah, ne, kultura, so državljani na tujem in potem urad za manjšine, ne, torej se pravi tretja škatlica na koncu. Tako, najboljše je, da se delo ocenjuje po učinkih. Recimo, da je bil odbornik Roberti, kako bi se reklo, je opravljal svoje delo po nekih paradigmih civilnega obnašanja, ne. Mislim, da če sem pogrešala neko večjo participativnost, ki je prišla do izraza recimo na nekaterih pomembnih srečanjih, kot je bila 3. konferenca za slovensko narodno skupnost, kjer se mi zdi, da
odgovorni odbornik ni dovolj, da samo pozdravi in po pol ure odide, ampak bi moral celotni dialektiki slediti oba dva dneva, posegati noter s svojimi gledišči in potem iz teh sklepov tudi nekje spodbujati, da se vsebine nadgradijo. Moram reči, da v okviru konference smo prišli do nekaterih pomembnih sklepov, ki obvezujejo deželo, da uresniči določene programe. Naj omenim in primis deželni program za slovenski jezik, ki obvezuje deželo, da deželni zakon tudi dopolni normativno v tem smislu in tudi vsebinsko, ne. Do tega ni prišlo tudi zaradi tega, ker je zmanjkala sinergija med civilno družbo in deželnimi svetniki, ne, ki niso kazali posebnega interesa ali jim ni bila prioriteta prav implementacija dogovorov sprejetih na deželni konferenci. Evo. In tukaj je ena naša šibkost, ki se potem, kako bi se reklo, sešteva z neko manjšo zavzetostjo odločevalcev do naše stvarnosti in potem stopicamo na mestu. To kot paradigma. Moram reči, da odnosi z drugimi odborniki so bili skoraj nekonsistentni, čeprav smo iskali stike, iskreno povedano z odbornikom za zdravstvo, kajti večkrat smo izpostavili potrebo po večji vidni dvojezičnosti, posebno na zdravstvenem področju v Tržaški pokrajini, v razširitev psihopedagoške službe tudi na Goriško, glede na to, da je sedaj zdravstvena ustanova poenotena. Verjetno so bile prioritete druge, so nam kimali, ampak do tega ni prišlo. Tudi kar se tiče recimo odborništva za šolstvo, veliko smo slišali o regionalizaciji šolstva. Sami smo stopili do deželne odbornice, ki nam je zelo izčrpno opisala vsebino. Nekje pogrešam tudi neke avdicije Slovenske narodne skupnosti, ki je zaščitena po mednarodnih zakonih na šolskem področju. Mogoče je prišlo do stikov, uradnih institucionalnih stikov z deželno šolsko upravo. S civilno družbo pa ne. Mislim, da vsaj neformalne avdicije ali pa pogovori na to temo, kako mi na to gledamo, je bilo pričakovano. In potem čisto na koncu bi rekla tole. Imamo deželnega predsednika, ki je bil odlikovan s slovenskim državnim odličjem, ki pa ni bil nikoli prestopil praga Narodnega doma. Ne? To je zame zelo, zelo pomenljivo. Čeprav je večkrat bil napovedan, je obljubil, da pride ob 99-letnici Narodnega doma, je obljubil, ampak je moral predsednik republike do njega, ne pa on do svoje narodne skupnosti. Evo. Tako da so te senčne in svetle plati, ki se pač prepletajo, včasih bi morali narediti tudi sami avtokritiko, včasih pa se mi zdi, da tako, res odvisno z katerega gledišča. Če gledamo z gledišča neke razvite demokracije, je to sindikalni minimum, ker pozornost do manjšin, eno civilno vodenje odnosov po pravilih igre, po tudi normah je, kako bi se rekla, res sindikalni minimum. Če pa gledamo z nekega razvojnega, zgodovinskega vidika, kjer so bile do nedavnega trenja, kjer je bila naša narodna skupnost večkrat na okopih in si je za vsako
za vsak cilj morala veliko prizadevati, verjetno ta odnos neke normalnosti mogoče je tudi dosežek. Jaz se bolj nagibam, da neko da ja, evo, bi si pričakovala, da v osrčju Evrope po 80 letih vojne smo neka razvita demokratična družba, kjer sindikalni minimum v odnosu do narodnih skupnosti, ki so osišče te avtonomije dežele, Furlanije, Julijske krajine, mogoče je zaenkrat še premalo. Hvala. Franc Fabec, Kmečka zveza, vi ste večkrat imeli neke močne dialektike z deželnimi upravami, ne samo zadnjo. Zadnje čase se ukvarjamo z priznanjem nekaterih vinskih sort na Tržaškem, v naših Brdih. Kako gleda dežela na sektor kmetijstva, predvsem tistega dela kmetijstva, ki je nekako pozicionirano na narodno mešanem območju in ki ga nekako vi upravljate? Ja, hvala, Rudi. Jaz bi najprej poudaril to, jaz sem tukaj v imenu Kmečke zveze kot predsednik Kmečke zveze. Kmečka zveza se je vedno in se bo še vedno opredeljevala kot levičarska stranka, se pravi, mi smo se vedno, kako bi rekel, predstavili in smo se vedno imeli za levičarje, pa kot ena levičarska stranka. Vendar smo v zadnjih, jaz sem 15 let, če se ne motim, predsednik Kmečke zveze, v teh letih imeli nemalo problemov z deželnimi upravami in tukaj bi poudaril deželne uprave, ki so bile nam naklonjene, v katerih smo se mi kot manjšina naj bi se prepoznavali, tako kot seveda desničarskimi upravami. Naj spomnim, da jaz sem začel predsedovanje, ko je zmagal Illi, ko smo imeli v deželnem parlamentu 5 slovenskih svetnikov in verjetno se je prav z Iljevo upravo, kar se tiče teritorija, kar se tiče kmetijstva, kar se tiče našega teritorija, zato ker mi smo se vedno borili za ta obmejni prostor in smo ga vedno smatrali kot naš teritorij, začel tisti križev pot, ki se še danes na nek način nadaljuje. Tako da ponavljam, čeprav se prepoznavamo v vrednotah levice, nam je verjetno še največjo oziroma so nam verjetno še največjo škodo, ker ponavljam, kar se tiče teritorija in verjetno tukaj Jole se na nek način povežem, sicer kar mi je rekla Jole, na goratih območjih, ne spomnim, če se ne spomnim, je bila Serakjanija ali Lili, tista, ko so nam najprej na Krasu, kako bi rekel, ukinili gorske skupnosti, gorske skupnosti so bile za naš teritorij izjemne važnosti, Naturo 2000, razne zelo omejevalne norme, ki dejansko, zdaj ko sem prihajal z avtom, se je zgodilo z našo zemljo, z našim teritorijem, tisto, kar se je zgodilo z našo banko. Z višjega so komisarirali našo banko in isto se je to zgodilo z našo zemljo. Dejansko mi smo, govorim mi kot skupnost, kot manjšina, ne samo kot kmetje, na svoji zemlji nismo več gospodari, ne moremo več gospodariti z našo zemljo, zato ker pač obstaja nekdo drug, ki je nad nami in ki upravlja našo bodočnost. In ta bodočnost mislim, da ni rožnata. Veseli me, mislim v tej bi rekel tragediji skoraj, veseli me, da po 20 letih oziroma po skoraj 15 letih, ko smo mi to stvar začeli na ves glas, kako bi rekel, seznanjati našo družbo, so začeli danes končno naši upravitelji o tem govoriti, ker so se zavedali pač, da tudi naj omenim recimo samo z Golniško občino, z Golniško županjo smo se z njo pred kratkim srečali in ki imajo velike probleme pri sprejetju regulacijskega načrta, prav zaradi tega, zaradi tistih norm, o katerih smo mi vedno
govorili. In dejansko po 15-20 letih se zavedamo pač, v kakšni situaciji smo. Jaz bi rekel še to, ne bi se spuščal v vino, zato ker pač tukaj govorimo bolj z enega političnega vidika, ne gremo v strokovne kako bi rekel, stvari. Ko so bili naši na vladi, nismo smeli kričati. In tudi z naše strani kot manjšina, in tukaj verjetno se vsi strinjati, smo bili vedno potisnjeni v kot, ne govoriti s Kmečko zvezo, zato ker Kmečka zveza vedno protestira, vedno ima nekaj zagovoriti, ko so bili drugi in ko so drugi na vladi, pač smo imeli to možnost biti glasnejši. Tisti drugi, lahko rečem, da na nek način so nadaljevali to politiko do teritorija, kakršno so jo naši udejanili, pa vendar lahko rečem, da hujšega oziroma slabšega niso naredili. Tako da s temi desničarskimi vladami nimamo, kako bi rekel, kakšne prekomerne, nismo prekomerno kritični, prav zaradi tega, ker so pač, kako bi rekel, amorfne, se nič ne dogaja. Žal pa mi je, da se nismo kot manjšina, prav zaradi tega, ker so bili naši in do naših se nismo smeli upred tega zavedali in danes plačujemo zelo hud davek. In tukaj velja za celotno območje, predvsem gorato območje, kot je prej omenila in me veseli, da je tudi ona bila, čeprav ne tako direktna, kritična do naših. Kar se tiče strank, jaz bi želel omeniti in tukaj bi rekel, da Kmečka zveza se ne prepoznava v strankah, se prepoznava v določenih vrednotah. Smo v zadnjih letih dobro sodelovali in tukaj neverjetno zaradi stranke, temveč zaradi osebe z Igorjem Gabrovcem. Igor je bil vedno zelo dosleden do naših problemov, je vedno nastopal v korist našega teritorija in mislim, da je bil edini, ki je, kako bi rekel, na nek način vplival in nam pomagal pri reševanju teh velikih problemov. Tako da je dejansko naše stanje in ne mislim samo na kmete, ampak mislim prav na stvar naše skupnosti. Potem verjetno bo Vižintin povedal, kar se dogaja z požari in koliko smo stvari izgubili, koliko smo nepazljivi na določene stvari. Mi z Naturo kot skupnost smo izgubili z dneva v dan milijonske kapitale. Mislim, zato ker se je cena oziroma vrednost naše zemlje z dneva v dan, rečem, zdaj govorim na pamet, iz 10 je šla na 0,1. Zato ker dejansko ta zemlja ne velja nič in tukaj smo izgubili mi kot skupnost in ne samo kot kmetje. Ok, hvala lepa. Fabio, ne skrivamo dejstva, da poleg tega, da si župan, si tudi kandidat. To mislim, da so razumeli že vsi. Pa vendar, si župan Doberdoba, si zaposlen na občini v Repentaboru, poznaš, kakšne so težave, morda tudi prednosti malih javnih uprav v odnosu do dežele, predvsem kaj dežela ni naredila do teh majhnih javnih uprav. Ja, torej, dober večer vsem. V bistvu, recimo, da zadeva je kar kompleksna. Ker moramo videti v bistvu, da v zadnjih letih mi smo doživeli precej reforme lokalne samouprave in recimo, da v bistvu, ko so začeli neko reformo, ponavadi se je začela vedno katastrofalno. Jaz na primer imam izkušnjo med občinskih teritorijalnih unijah ali zvezah, ki se je začela res na zelo slab način. Vendar skozi leta so skušali tudi nekaj popraviti, ker so videli, da itak nekatere stvari bi bilo pametno tudi centralizirati za manjše uprave. Govorim na primeru o zaposlovanju, na primeru o upravljanju z osebjem in tako naprej. Določene službe bi bilo pametno centralizirati.
Problem kakšen je, da smo prišli iz enega sistema, kjer se je gledalo vsekakor, da bi si pomagalo recimo majhnim krajevnim upravam, na en sistem, kjer ni bilo narejeno absolutno ničesar. Če gledamo v zadnjem 5-letju, mi smo prišli iz enega sistema, kjer recimo vsaj nekaj se je skušalo narediti, na en sistem, kjer v bistvu iz zvez so ustanovili tako zvane komunita, se pravi skupnosti. Te skupnosti pa niso nikjer uveljavili, iz enega zelo enostavnega razloga, ker v bistvu dežela za te skupnosti ni predvidevala nikakršnega denarja. Smo ustanovili v bistvu EDR, to v bistvu smo prišli nazaj na en sistem, ki je podoben bivšemu pokrajinskem, samo da nima politične reprezentativnosti. In vendar smo pozabili, da naprimer, če pride do kakšne dolge bolezni v kakšni majhni upravi, v bistvu tam se tvega, da določena služba zapre povsem. Naprimer, v bistvu zavedajmo se tudi, da v veliko javnih upravah, kot je pravilno povedala Jolena Amor, imamo zelo, zelo malo uslužbencev, so nekatere javne uprave, ki imajo 3 uslužbence, 2 uslužbence, v nekaterih ne deluje knjigovodstvo, v drugih ne deluje tehnični urad, v tretjih ne deluje naprimer matični urad. In gledajte, so določene stvari, ki so absolutno sprejemljive, s katerimi se deželna uprava mora ukvarjati. Ker itak v bistvu prav zaradi tega, ker smo avtonomna dežela, imamo tudi dolžnost, da se s tem upravljamo. In gledajte, v bistvu v zadnjih 5 letih v zvezi s tem pa ni bilo ničesar narejenega. V bistvu manjše občine se rešujejo s tem, da delajo razne konvencije in ne govorim samo o majhnih občinah, kjer imamo drastične pogoje. Govorim tudi o občinah, ki so vsekakor, recimo imajo določeno število uslužbencev, ki vsekakor določene službe samostojno ne morejo upravljati. Jaz lahko govorim za Dobrdob, kjer imamo na primer davčni urad skupaj z Agrajem, lahko govorim v bistvu vedno o Dobrdobu, ker imamo informacijski urad skupaj z občino Tržič, ker imamo recimo druge storitve z drugimi občinami. V tem trenutku, če govorimo o krajevnih upravah, lahko menim reformo pravo o krajevni policiji, kjer v bistvu je prišlo do določene smešnega položaja. So nam obljubili, da bodo lokalno policijo preuredili, da bo končno recimo prišlo do rešitve od enega položaja, ki je povsem neuravnotežen. Imamo recimo uprave, kjer imamo tudi preveč zaposlenih, kjer imamo ogromno komando, kjer v bistvu vsekako recimo krajevna policija deluje in deluje tudi zelo dobro. Imamo recimo situacije, kjer je dobro urejena, imamo, kjer je slabše urejena, imamo v bistvu primere, kjer imamo enega samega uslužbenca za krajevno policijo, ki vsekakor veliko stvari jih ne more izvajati, ker mora biti vsaj v paru. Imamo potem druge uprave, ki se poslužujejo redarja, ki prihajajo z druge občine. Imamo pa tudi v bistvu dejansko občine, ki nimajo redarja. Dežela, kaj je naredila, da bi rešila vse to, je ustanovila koordinacijo. In kaj nam služi koordinacija? Absolutno nič. Se pravi, da sporočamo deželi, gledajte, v tej občini ni dejansko, ni krajevne policije, ne deluje, to povejte nam vi, kaj moramo narediti, si mora prevzeti župan celo odgovornost za vse to, se mi zdi absurdno. In to so obljubili, da vsekakor v tem 5 letju bodo rešili, a niso naredili. Glede odnosov pa recimo z odborniki, naj omenim nekaj, kar me je totalno zgrozilo v zadnjih 5 letih z odbornikom Skočimaro. Kot dobro veste, smo imeli v bistvu, imamo še dan danes, določene težave z Dobrdobskim jezerom. In zato smo organizirali razne javna srečanja, kjer se pogovarjali prav o tem. Moram reči, da tudi dežela nekaj je vložila za raziskave in tako naprej. Nekega dne je prišel odbornik Skočimaro, ker je bil povabljen in smo ga prosili, da dežela Furlanija Julijska krajina pripravi vabilo v 2 jezikih. Odbornik Skočimaro me je zgrožen klical, da kaj zahtevamo v 2 jezikih. In potem pa so seveda pripravili, ker sem rekel, gledajte, smo organizirali pod zakonom 38, imamo to pravico. In kaj je naredil? V bistvu je vpraševal, če imamo italijansko zastavo na županstvu. Je prišel, je videl, da takrat je ni, ker se je prepričal, ker imajo tudi slabo poznavanje zakona, da mora biti zastava na županstvih cel čas, kar sploh ni res in itak na Dobrodobu smo vedno spoštovali, da ko je treba staviti zastavo, jo stavimo, ker smo vsekakor organ italijanske države in jaz sem predstavnik italijanske države kot župan in tega se moram tudi zavedati. Je prišel, češ da mi ne razobešamo na normalno italijansko zastavo in mi jo je daroval na javnem srečanju. Ma kaj se vam zdi normalno in tako je v bistvu in tako obnašanje? Ma se vam zdi, da v bistvu en človek kot tak je lahko deželni odbornik v eni deželi, ki v bistvu je karakterizirana prav od raznolikosti, od raznih jezikovnih skupin. In to je deželna uprava, katero bi morali podpirati kot Slovenci, ma kaj smo nori? Ma prosim, ma kje smo?
To je treba poudariti. Je treba poudariti, da imamo ljudi, ki sedaj bodo lahko verjetno prva stranka na deželi, ki v bistvu, ko govorijo o Slovencih, v bistvu jih boli srce in v bistvu imajo vse razne izpade. In to bomo podpirali. Iskreno povedano, lahko da tudi v bistvu nekaj dobrega so naredili, ne rečem, da ne. Ma treba gledati, na kakšne odnose imajo z nami. In odnose, ki imajo z nami, razni odborniki, oproste, so ponižujoči. Ker ne moramo sprejemati, da v bistvu, če govorimo, gledajte, bi lahko naredili vabilo v 2 jezikih, vabilo v 2 jezikih. Nismo govorili, da po celem Tržiču mora biti vse napisano dvojezično. In to ne sprejemamo. Ne, gospodje moji, jaz nekaj takega ne želim videti. Mislim, da 2. in 3. aprila kot skupnost Slovencev v Italiji imamo neko dolžnost. Imamo dolžnost pokazati, v kaj verjamemo. Imamo dolžnost pokazati, da mi želimo enake pravice. In če res želijo, da bomo glasovali desnico, pa naj pokažejo to z večjim spoštovanjem do naše skupnosti. Maja, predstavljaš, bi rekel, najširšo paleto kulturne dejavnosti, ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zveze slovenskih kulturnih društev, obenem si tudi javna upraviteljica, si v občinskem svetu v Števerjanu. Brda in dežela, ZSKD in dežela, kako ocenjuješ to zadevo? Torej, dober večer tudi v mojem imenu. Torej, jaz bom najprej za SKD, torej jaz sem na pokrajinskem nivoju predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev, to sicer zadnje leto. In kar se tiče recimo tako odnosa ali ocene, ki jo lahko dam sedanji politični upravi, je, kako bi rekla, ostajam na nekem neutralni oceni, recimo, tudi zato, ker direktnih političnih stikov z upravitelji oziroma z odborniki kot zveza, kot takih jih niti nimamo, ker pravzaprav, ukolikor smo člani krovne organizacije SKGZ, recimo, je naša krovna organizacija tista, ki skrbi za te bolj politične odnose z političnimi predstavnikami naše dežele. Tako da, kar se tega tiče, v zadnjem obdobju takih večjih recimo odstopanj do naših, kako bi rekla, društev oziroma organizacije, ki jo zastopam, ni bilo, v smislu, da odnosi so bili kolikor toliko korektni, morda na tistim minimalnem nivoju, ki je tisti, kot je prej Ksenija povedala, ki nekje zadošča dušo teh naših politikov, da pač rečejo, nekaj za manjšino smo naredili, kot vedno bi lahko rekli, bi lahko nam naredili marsikaj več. Včasih se je kje zataknilo pri kakem bolj tehnični ali operativni zgodbi, tako da recimo to so vse stvari, ki so v vsakem primeru premostljive in niso take prav hude zadeve, ki bi lahko rekle, da opredelimo kot negativno delovanje te naše trenutne uprave na deželi. Kar se tiče recimo odnosa in pristopa pa do manjšine, mislim, da bi bilo in da je primerno, da so tudi upravitelji, tako kot tudi svetniki prisotni na teritoriju. Včasih zavedam se, da je dežela velika in da je klicev na prisotnost še in še strani celotne družbe, ki živi na tem teritoriju. Po drugi strani pa mislim, da predvsem, če si prisoten kot odbornik ali prisoten kot svetnik in si bliže organizacijam, verjetno tudi lažje in bolje razumeš situacijo, tako da morda malo večja prisotnost na večjem številu dogodkov, ki jih naše organizacije prirejajo, in to govori na celotne družbe, ne samo za SKD, je verjetno bi bila bolj dobrodošla. Tako. Hvala, se vrnemo v Benečijo in gremo bolj direktno v problem volitve in Slovenci in pričakovanja in tudi
kakšne so usmeritve naše skupnosti do volilne ponudbe. No in verjetno prav v Benečiji, kjer živi veliko Slovencev, ki noče ali se ne zaveda, da so Slovenci, rekel, večinski del te naše skupnosti se opredeljuje običajno za desnosredinske opcije. Ne bomo opravili tukaj zgodovinskih in seminarskih pogledov, zakaj je tako, pa vendar moj občutek tudi, ker nekaj časa se preživljam v Benečiji, je, da je tudi naša ponudba bi rekel levosredinskih opcij včasih prešibka in zaradi tega pač ljudje ostanejo na pozicijah, ki jih poznamo. Zakaj tako? In zakaj kako bi se lahko spremenil ta trend? Zato, da ljudje znajo, ne morejo ceniti, nagrajevati razne politike, bivše poslance in bivše gladiatorje in marsičesa še zraven in še vedno potem jim dajemo kot skupnost eno podporo. Ne? In danes, če gledate, kakšna gužva kandidatov je na Čedajskem, na Deliških dolinah. Ne? Tam je 5-6 kandidatov, ki se poteguje za mesto v deželnem svetu, celo eden od teh ne bi postal deželni podpredsednik, če zmaga ena opcija in tako naprej in tako naprej. Kaj se dogaja z tega vidika med nami tam? Jaz bi rekla tako, da kot za druge pojave, Benečija ni nobena izjema, se dogaja tisto, kar se dogaja drugje, da je velik razkorak med ljudmi in politiko, da politika in politični predstavniki se ne zanimajo dosti za naš prostor. Mislim, da so bili, tudi opozicija je bila v tem pogledu precej pasivna. Tudi tiste, ki smo izvolili, smo jih videli samo med volilno kampanjo in potem 5 let nič. In tako bi rekla, če bi imeli take politike, kot je Tatjana Rojc, ki je bila v tem obdobju, ja, že toliko krat prisotna na našem teritoriju, ma to ne pomeni samo, da si prisoten fizično, pomeni, da ti tudi poslušaš in razumeš, katere so težave in probleme. Mi tega odnosa žal s strankami, z našimi političnimi predstavniki nimamo. Da so naši kraji desno usmerjeni, to je tudi, mislim, dediščina iz preteklosti. Naši kraji so bili kraji, kjer je krščanska demokracija dobivala do 90% glasov, je območje gladja in tiste rane so vsem po vojnem času skrbeli, da so ostale odprte. Stvari se počasi spreminjajo, žal smo v tem obdobju, ko se tudi mlajše generacije vedno bolj oddaljujejo od politike, zato ker vidijo, da politika se ne zanima zanje. Še zlasti za mlade generacije, ki v tej deželi imajo vedno manj šans, manj možnosti in čim morejo, zbežijo. Mislim, da se je prav v tej volilni kampanji nekaj začelo spreminjati, ker imamo po mojem odličnega kandidata za predsednika dežele in to pokazuje tudi s tisto kampanjo, ki on jo dela, ki je zelo kapilarna, kjer se srečuje s skupnostmi, ki jo je začel v neki zakotni vasici v Karni, ne pa v središču mesta in kjer povsod vzbuja zanimanje in voljo mlajših generacij, da nekako sodelujejo, da so zraven. Jaz mislim, da to je pot potem, da smo v Čedadu, da imamo dosti kandidatov, morda to bo šlo nam v korist, da si bodo med sabo delili glasove in nekateri bojo ostali doma, vsaj nekateri upamo, da res ostanejo doma, ker so nam naredili že precej škode.
Ko sva pred nekaj dnevi v Dobrodobu tako kramljala na enem večeru, ki ga je pripravil Fabio, si mi nekako povedal, ko bi se znali Slovenci dogovoriti med nami, bi verjetno sploh ne imeli problema danes skrbi za izvolitev Slovenca, ampak bi jih lahko izvolili 3 ali več. Zakaj se ne znamo pogovarjati? To je zelo lepo vprašanje. In bi začel, zakaj se med nami ne pogovarjamo, ker smo leta 2023 in smo še preveč ideološki. Jaz, Fabio, te moram reči, da ne smemo biti preveč ideološki. Moramo biti pragmatični. In če bomo pragmatični, bomo imeli več rezultatov, kot če bomo preveč ideološki. Se moramo pogovarjati in se moramo pogovarjati tudi s tistimi sredinami, ki niso nam všeč. Nažalost je tako in na srečo smo v demokraciji in moramo dobiti en skupen jezik. Ker Slovenci ne živimo v enem, kako bi rekel, v enem prostoru in na Luni. Živimo v Italiji, živimo v državi Italija in se moramo soočiti s tem izzivom te države. Smo del te države, plačujemo davke v tej državi in smo državljani in aktivni državljani in moramo biti aktivni državljani te države. Kar pomeni, da moramo sodelovati pri upravljanju našega prostora, kakor delamo, kar pomeni tudi, da se moramo z vsemi pogovarjati in soočati in tudi sprejemati kritike in tudi pohvale, ko so pohvale. Drugi problem je, da kot skupnost se ne znamo med sabo pogovarjati in nimamo ene skupne perspektive, ene skupne strategije tudi v političnem, to je moj zorni kot, da ne bo kakšnega nesporazuma, ni niti zorni kot organizacije, katere predstavljen. Nimamo ene skupne strategije, da bi videli in da bi nastopali skupno. Žal, nastopamo vedno deljeni, če bom tako rekel, imamo eno stranko, drugo stranko in ljudje volijo tudi desnico, bodimo si pošteni, Slovenci volijo tudi desnico. Ne samo v Benečiji, tudi v Gorici in tudi v Trstu. Kar pomeni, da se in tudi 5 zvezd, vse v preteklosti. Kar pomeni, da smo porazdeljeni na vsaj 5 skupin. Moj zorni kot je sledeči, da kot skupnost bi morali zbrati ene naše predstavnike, ne bojo, kot sem že prej rekel, tudi na desni strani, ker je desna in s kočimaro predstavljeno desno, katero ne moramo zagovarjati, ne. In je druga desna, ki je lahko tudi bolj na centru in s katero se lahko tudi pogovarjamo. In dejansko, kako se temu reče, bi bilo treba tudi glasove usmerjati v te naše predstavnike. Odkrito, jaz bom podprl Fabiota, prvič, ker je moj župan, drugič, ker verjamem v njega in tudi, ker mislim, da edini način, tudi če je samo en glas to moj, edini način, da podprem to samo mojo idejo. Jaz mislim, da moramo Slovenci voliti slovenskega predstavnika. V prvi vrsti moramo iti na volišča in to množično in drugo, moramo voliti slovenskega predstavnika. Za mene ni važno, katerega predstavnika, mislim, na kateri strani, mora pa biti Slovenc. In to idejo, ker to je nacionalni interes. Jaz mislim, da za našo skupnost moramo definirati, kateri je nacionalni interes. In nacionalni interes je, da imamo predstavnike na deželi in tudi v parlamentu. Tako da brez tega ne gre. Če ne, kot skupnost ne bomo nikoli važni, mislim, sogovorniki za večino, če ne bomo imeli naše predstavnike. In jaz sem za to, da jih imamo čim več. In ko jaz sem ti sva govorila, da rabimo 2500 do 3000 preferenc za izvolitev enega predstavnika.
10 tisoč glasov, 10 tisoč preferenc. Jaz mislim, da ena skupnost, kakor je naša, ni to ena velikanska številka, ni nemogoča številka, je pa stvar organizacije in tle smo društva, kakor smo mi, kot združenje, kakor so krovne organizacije, da se zedinimo in rešimo ta problem in delujemo na tak način. Brez tega ne gre. Jaz mislim, da če smo kot skupnost razpršeni, izgubljamo samo energijo, kakor se vedno zgodi, če se razpršen, in rezultatov ni. No, gremo v tem razmišljanju naprej. Ksenija, ti doživljaš v teh zadnjih letih prav nek poizkus sodelovanja, saj na ravni krovnih organizacij. In očitno ni še strani obeh prišel čas, da bi lahko naša skupnost imela eno samo krovno. Moje osebno mnenje je, da ta ena sama bi že morala biti že zdavnaj. Po zaščitnem zakonu bi potrebovali eno samo krovno. Med drugim prav v tem času je mineva 20 let od programske konference, ki je bila en velik dogodek, ki so ga nekateri potisnili pod vodo, ker so bili preveč vezani na preteklost in so še. Nimamo nekega legitimiranega zastopstva slovenske manjšine. Pač danes ga imamo vedno začasnega, mi ga imamo že leta in leta začasno, ker pač ko te pokličejo, ena skupina mora iti. Ampak nimamo nekega zastopstva, ki bi bil legitimen, ki ga ljudje tudi volijo, ker to je demokracija, temu se pravi demokracija. Ampak v trenutku neke, bi rekel, možnosti, da ne bomo imeli Slovenca na deželi. Po Tatjani Rojc ne vem, če bomo imeli še tako srečo, da se nam bo ponovila ta zgodba, da bomo imeli koga v Rimu. Kdo nas bo predstavljal? Dve krovni je premalo, mislim premalo, ker predstavljate en del realnosti. Kdo bo predstavljal to manjšino? Kdo se bo koordiniral? Kdo bo dajal, bi rekel, smernice, kam hočemo iti, glede nekaterih velikih vprašanj, šolsko vprašanje, teritorij, bomo neki džungli, kar že nekaj znakov te džungle že imamo. In kje smo danes, tako po tvoji oceni? Ja, zanimivo vprašanje. Kot dobro veš, jaz sem zagovornik niti ne ene same krovne organizacije, ker se mi zdi to dejansko utopija, ker od vedno, od vselej, smo imeli Slovenci dve duši, eno bolj konservativno, drugo pa progresistično, če dajemo ene nalepke, ki lahko tudi ne držijo, ampak tako je, že so bili staroslovenci, mladoslovenci, odselej so bila trenja med temi dvemi dušami in se mi zdi, da je tudi normalno, da v neki družbi je neka taka dialektika. Bolj smiselno se mi zdi, da bi prišlo do neke institucionalizacije, nekega subjekta, ki bi bila nadgradnja naše civilne družbe, izraz obeh krovnih, ki bi še vedno obstajala, ampak neka koordinacija, ki bi bolj ažurno, hitreje, bolj organizirano, tudi z večjim številom zaposlenih, delovala na vseh mnogih področji, s katerimi se ukvarja civilna družba. To je institucionalno, negovanje identitete, socialno, izobraževalno, športno, kulturno, vzgojno, glasbeno, gospodarsko in še bi lahko naštevali. Tako da, in to je samo vrh ledene gore. Pravzaprav se mi zdi čudež, da s tako malo zaposlenimi in na dveh krajih, kjer vsakič je potreba imeti konsens in tudi
Ne pozabimo, da predsednika sta izraz prostovoljstva, ne? Torej nista zaposlena z vsem, kar to prinaša. Še čudno se mi zdi, da sploh se tako kretamo, kot se, ne? Dejansko bi morali priti do neke nadgradnje. Samo kot vedno, želja mora biti oboje stranska in tudi motivacija. Vtis imam, da pri sogovornikih zaenkrat tega interesa ni, in to je že condicio sine qua non, da imaš željo po neki nadgradnji. To, kar se mi zdi še slabše, je, da nas bodisi institucije v Sloveniji in še manj na deželni državni ravni ne nagovarjajo k temu. In bi si upala tako ugibati, da je v tem tudi ena določena preračunljivost, ne? Tako. Kar je pa tudi kratkovidno, ne? Ker vsaj strani Slovenije neka dobro organizirana skupnost, ki je hitra, ki je strokovna, ki odgovarja, kolikor je mogoče potrebam prostoru, je večje jamstvo obstoja, ne? To bi zahtevala neka prodorna, dalekovidna strategija in politika, ki bi morala stremeti, da podpira take izbire. Jaz sem tudi tako razmišljam, velik sogovornik do volitev, kar se tiče volitev znotraj civilne družbe, ne? Da bi pač ena širša baza, ki ni tako težko, da bi jo pač ugotovili, pripadništvo šol, mislim, kdor je opravil šole, kdor aktivno sodeluje v vsaj eni od naših organizacij, ki obvlada slovenski jezik in tako naprej, ki bi lahko izrazil eno upravno telo, ne. S tem bi verjetno imeli tudi večji konsenz, po mojem. Tako tukaj se strinjam z Robertom, da bi lahko bolj usmerjali, ampak znotraj civilne družbe. In civilna družba se mora ukvarjati civilno družbo in ne politiko. Dostikrat vidim, da moramo nadomeščati, nekako suplirati pomanjkanje večjega angažmaja politike na deželni ravni. Kot smo slišali tudi v raznih sredinah, da nam to očitajo, ampak si treba včasih zavihati rokave in poseči, ko je potreba poseči, ne. Paradigmatično je, da nas nazivajo recimo nekatera društva, da ne rešimo nomenklaturo pošte, ne. Ne rečem, da ni to tudi naša zadeva, ma smo na koncu ene naveze, ne. Primis imamo občinsko uprave, ki morajo skrbeti za vidno dvojezičnost, imamo deželo, ki ima dogovor oziroma uredbo v zvezi s koncesionarji, imamo institucionalni paritetni odbor in potem je tudi civilna družba, ne, da civilna družba pač mora odstopati, ker ni nekega naziva na pošti. To se dogaja, ne. Tako da včasih pride do teh interferenc. Evo, da bi pa kot pripadniki neke države se uspeli koordinirati za to, da bi lahko tako makro usmerjenost, ampak ne velja, zelo težko individualno nekomu kaži, da pač voli to ali ono stranko, ne, zato ker strankarska izbira izvira iz zgodovine posameznika, opredelitve, nazorske, vrednostne, izkustvene in tako naprej, in da boš nekoga nagovarjal, moraš pač tako, ker ti tako rečemo mi, kdo smo. Mislim, da to ne deluje po takih načelih. Hvala. No, če kot izhodišče uporabimo te zadnje tvoje besede, da je težko nekako naročiti vsem, naj se obnašajo volilno tako ali drugače. Pa vendar je pred nekaj časa od tega, nekaj 2-3 mesece nazaj, prišla v javnost neki predlogi so prišli, moram priznati, tudi sam sem sodeloval pri 3 predlogih, da saj tam, kjer ljudje volijo
na koncu isto stranko, ne? Tukaj je Demokratska stranka, Slovenska skupnost na deželni ravni, vsi glasovi grejo Demokratski stranki. Ker tako je. Pa vendar ni prišlo in izgleda, da je bilo tudi krivoverno razmišljati v tem smeri do nekega dogovora, zato da bi, ne rečem gotovo, ampak lažje prišli do slovenskega predstavnika. Verjetno si predstavljam, tudi ko berem te izjave v časopisu, da pač nekdo smatra, da etničnost je tako zahtevno, da raje nič kot etničnost. Potem si postavljam vprašanje, kaj pomeni kategorija etničnost, kaj pomeni kategorija progresizem, kaj pomeni to danes. Danes. A nismo tudi mi nekoliko bolj kot neetnični, smo nespametni včasih? Zelo lepo vprašanje in tudi težko za dobiti en odgovor. Jaz, Rudi, ti povem, jaz sem se zelo strinjal s tisto kolumno, ko si napisal na Primorskem dnevniku, ki je šla prav pred 3 tedni, če se ne motim, ko smo ali več prav glede, kaj se bomo odločali Slovenci pri deželnih volitvah. Jaz mislim, da smo Slovenci še vedno preveč pod vplivom strank. Se pravi, da naši politični oziroma bi rekel strankarski osebe, ki nas zastopajo, so še preveč, kako bi rekel, delajo več za stranko, kot da bi delali za našo, kako bi rekel, za našo dobro, za našo skupnost. Tako da je stranka na prvem mestu. In mislim, da ta stvar škodi naši manjšini. Za ostalo, o čemer smo doslej govorili, jaz mislim, da gotovo mi moramo biti vsi in združiti skupne moči, da bomo izvolili našega slovenskega predstavnika. Škoda, da se nismo oziroma da se niso zmenili prej, da bi res bili ti slovenski predstavniki, kako bi rekel, en odraz ne toliko strank kot naše skupnosti, odraz naše manjšine. In to mislim, da, kako bi rekel, prav zaradi tega tvegam, mislim, da tvegamo poslednje, da ne bomo imeli enega izvoljenega. Čeprav jaz sem skoraj prepričan, da nekdo bo izvoljen. In to zakaj? Zato, ker smo podrejeni strankam in namesto, da bi bili podrejeni interesom naše skupnosti. In to mi je žal, to meni, kako bi rekel, res me žalosti. Kar se tiče, potem smo tudi govorili nekaj o, kako bi rekel, še 2 stvari, kaj bomo volili Slovenci. Jaz mislim, da en velik del, prav zaradi tega, kar se je dogajalo v zadnjih 20 letih, ne bo volilo. En drugi del pač bo volil tisto, kar je po tradiciji volil. En majhen del bo seveda tudi volil desno-sredinsko opcijo. Glede zastopstva, malo razširim, čeprav sem mi dal zelo specifično vprašanje, ki upam, da sem ga delno odgovoril glede zastopstva. Jaz se bi nekaj povezal tako s Ksenjo. Jaz imam vtis, da se že skupaj predstavljamo kot manjšina, da se pred slovensko politiko predstavljamo kot skupen element z različnimi, mislim, ne z različnimi pogledi, da ponavadi se predstavljamo pred
pred slovensko politiko, italijansko politiko, z skupnimi izjavami, ne? Ti ne govoriš nečesa in Walter nekaj drugega, ne? Gremo skupaj do subjekta in se predstavljamo že kot manjšina, kot enota. Se pravi, da med nami obstaja en dialog, se pravi, da med nami obstaja možnost, da pridemo do nekega skupnega, kako bi rekel, stavka, neke skupne odločitve, ne sklepa. Tako da tudi meni se zdi škoda, da nismo tako zreli, da bi znotraj naše skupnosti znali, jaz ga kličem, ga bi lahko klicali naš mikroparlament, kjer vsi člani slovenske skupnosti, ne stranke, ne mislim skupnosti kot manjšine, bi lahko šli na ene volitve in kot v normalni civilni družbi izvolili desno opcijo, levo opcijo, pa vendar znotraj naše skupnosti. In bi pač se predstavljali kot en, kako bi rekel, kot en normalen subjekt, politični subjekt, ne? Se pravi, da ne bi bili podrejeni strankarskim pogledom. Dve stvari, kritični stvari, vsakdo od nas kot preusta postane politik, mi delamo politiko, vsi smo politiki, ne? Nismo pa člani oziroma nismo pa strankarski politiki, ne? V tem smislu. In še nekaj sem želel povedati, no, ja, ne, zdaj mi ne pride na misel. No, bomo lahko tudi potem. Fabio, ti pred nekaj dnevi v Jamljah si povedal, da na Goriškem volilnem okrožju edini, ki ima možnost biti izvoljen, si ti. Nam poveš, zakaj? No, ja, dejansko to sem tudi povedal, bi samo kratko repliko v zvezi s pragmatičnostjo. V bistvu moramo upoštevati, da politik, še posebno župan, mora biti skrajno pragmatičen. In v bistvu, če pogledam na svojo, recimo, politično zgodbo, moram tudi povedati to, da druge občine so me zbrali, da predstavljam celo južno Posočje na Ozirju, ki je oblast, ki skrbi za odlaganje, v bistvu za politiko v zvezi z odlaganjem odpadkov in za vodo. V bistvu vse druge posoške občine so zbrale mene, da jih predstavljam v izvršnem organu Zveze Anči. V bistvu v vseh teh vlogah sem imel možnost se pogajati v bistvu z drugo stranjo, se pravi, da z tistega vidika sem precej pragmatičen, tudi v pogajanjih morate upoštevati, da če sem dobil določene prispevke, ker sem se poslužil svojega tehničnega organa in sem dal take ponudbe, katere mi jih niso morali zavrniti. To se pravi, da to je pragmatičnost. Pragmatičnost je tudi v tem, da ko moramo izbirati nekoga, izberemo tistega, ki nam daje največje prednosti. Z tega vidika, če lahko gledam na Demokratsko stranko, Demokratska stranka nam je dala možnost, da imamo parlamentarca, ker v bistvu senatorka Tatjana Rojc je bila izvoljena na listi Demokratske stranke. Se pravi, da z tega vidika, ja, pragmatični je treba biti. Je treba biti tudi ideološki, ko se izbira, ker moramo izbrati v bistvu tistega, ki nas najbolj zagovarja, tistega, ki nam ponuja najboljše možnosti in seveda tistega, ki nam je najbolj blizu, recimo tudi iz ideološkega vidika. Glede na drugo vprašanje, zakaj sem povedal, da sem edini kandidat na Goriškem, ki ima možnost biti izvoljen? Ker je dejansko tako. Ker v bistvu vsi drugi slovenski kandidati na drugih listah nimajo možnosti izvolitve. In zakaj? Zakaj prav stranka Slovenska skupnost je naredila dogovor z Demokratsko stranko, kjer v bistvu dogovor jasno piše, da v volilnem okrožju, kjer stranka naredi najboljši rezultat, tam bo kandidat, ki prejme največje število glasov, izvoljen. Če mi gledamo zgodovinsko, Goriška nima šans, da bi izvolila svojega predstavnika. Vsi kandidati, ki so na listi Slovenske skupnosti, dejansko nimajo možnosti biti izvoljeni v deželni svet. Se pravi, da na nek način, sedaj oprostite mi, da bom predrzen, se pravi, da v bistvu kandidati, ki so v drugih volilnih okrožjih, predstavljajo samo kurivo za Tržaško okrožje. Ker je edino, recimo, okrožje volilno, ki ima možnost izvoliti slovenskega kandidata, je Tržaško volilno okrožje, če gledamo na listi Slovenske skupnosti. Če pa preverimo in obrnemo v bistvu to zadevo z drugega zornega kota, ko recimo slovenski kandidati, ki so kandidirani v Goriškem in v Tržaškem okrožju, bi prejeli vse glasove slovenske skupnosti,
jaz mislim, da bi imeli gotovo 2 izvoljena deželna svetnika. To je to. Zaradi tega ja bi morali biti malo bolj prebrisani, ko sklenemo dogovore, ker če to smo zmožni narediti recimo na državni ravni, in hvala prav temu imamo senatorko Tatjano Rojc, bi lahko naredili tudi to na deželni ravni. Sedaj, zakaj ni prišlo do tega, nažalost v bistvu nimam odgovora. Vendar v bistvu, če pogledam v bistvu sedaj na svoj lasten interes, ponavljam, edini slovenski kandidat na Goriškem, ki ima možnost biti izvoljen, to je podpisani, se pravi Fabio Vižintin. No, upam, da ste razumeli sporočilo. Maja, ti z vrha, z Števerjana, nekaj malo zvišja, kako gledaš na to, na ta drugi del razprave? Se ti zdi racionalno, možno, da bo enkrat, da bomo nekaj bolj pragmatični tudi Slovenci, ne da bomo mislili enako, ker to bi bilo zelo žalostno za neko skupnost, ampak da znamo biti skupaj takrat, ko je treba znati biti skupaj. In mislim, da ni nič sramotnega, ne, če se pogajaš in če nekaj popustiš za to, da dobiš, to spada zraven. In tukaj pri nas, nimamo, tudi mi imamo tisto bolezen, ki je precej huda v Sloveniji, ne, ki se ne znajo otresti ene preteklosti, še vedno preteklosti tako muči vse skupaj. In potem prinašajo tudi k nam te bakcile včasih, ali pa in mi smo jih njim, ne vem, nisem razumel. Ampak ne vem, če se zavedamo, da smo leta 2023. Ja, pravzaprav, če hočemo gledati za bodočnost in misliti res malo bolj konkretno kot skupnost v upoštevanju, da te vse stare zgodbe, zgodovina, preteklost, včasih res, kot rečeš ti, zna biti zelo težka in obremenjujoča. Jaz mislim, da moramo narediti korak naprej tudi zato, ker se tudi mladi, ki jim vsi veliko namenjamo besed, in veliko pričakujemo, da se mladi vključijo v naše skupnosti, da se vključijo v naše organizacije, da postanejo bolj aktivni tudi na političnem področju. Verjetno na vso to zgodovino, ki je bila za nami, gledajo malo oddaljeno, to pa še ne pomeni, da ne verjamejo v vrednote in v ideale, v katere verjamemo tudi mi. To je absolutno ni to sporočilo. Torej jaz mislim, da zato, da se ohranimo kot skupnost in zato, da tudi vključimo tudi v naša razmišljanja, tudi mlajše generacije, moramo morda res narediti en korak naprej, se opredeliti bolj na očistiti morda vseh teh recimo skrajno političnih trenutkov in se posvetiti temu, kar so cilji, ki jih želimo doseči kot skupnost. In če bomo znali res se dogovarjati, eden bo popustil, drugi bo popustil, vsi skupaj bomo pač dobili en skupen imenovalnik, potem bomo res lahko naredili en korak naprej in to verjetno bo tudi en znak, ki bo naše mlajše generacije tako jim dal neko upanje, da oziroma neko tako malo večjo prepričanost, da se bodo vključili v to naše gibanje in bodo postali bolj aktivni člani tudi naše skupnosti. Hvala, no, še tretji krog zelo kratek, tako da lahko publika še nekaj vpraša ali doda ali skritizira vse skupaj. Najprej postanite za trenutek pač osebe, ki delajo raziskave in povejte kakšno napovedi, kaj se bo zgodilo 2. in 3. vsak zase, tako. In kot dela Lili Gruber, sprašuje, koga boste volili. Dajati napovedi se mi zdi, ne vem, malo preveč tvegano. Želja je res, da to pozitivno vzdušje, ki jaz sem ga zaznala na srečanjih, na katerih sem bila z našim kandidatom za predsednika dežele Moretucom, da nekako se bo razširilo. Mislim, da to bo v veliki meri. Ni lahko zato, ker se mi zdi, da tudi mediji niso tako, mislim, mediji so nekako izpostavljajo že vse skozi, da je
poraz, ne napovedan poraz, v resnici vidimo, da ni tako. Na naših vsakdanjih srečanjih vzdušje je pozitivno, kandidat je dober in mislim, da se bomo dobro odrezali. Koga bom volila, ni dvomov, ne. Bom volila Moretuca in seveda našega kandidata Tomado. Ja. Jaz sem že povedal, koga bom volil, Fabio. Sem ti dal endorsement, tako da ni problema. Kar se tiče pa, kako mislim, da bo te volitve, jaz mislim, da upam, da bo čim več ljudi šlo voliti in da bo volilna udeležba zelo, zelo visoka, tudi da dokažemo, da smo prebivalci te dežele demokratični in želimo, da se stvari spreminjajo v eno ali drugo smer. Mislim, da bo izid zelo tesen. Upam, da bo zelo tesen v eno ali drugo smer, tudi ker jaz sem gospoda Moretucija spoznal pred kakšnim letom, ko je on dal predlog za te nalepke jezikovne produkte, ne. In smo šli kot združenje do njega, smo se tako predstavili, da smo mu poslali 4-jezični dopis v slovenščini, italijanščini, furlanščini in nemščini. Mislim, je odgovoril že drugi dan, rekel, kaj takega nisem še videl, še nobeden, sem ni predstavil v 4 jezikih. Smo se z njim poklepetali in sem videl, da je zelo sposobna oseba, mislim, z njim se lahko mirno in lepo lahko pogovarjaš. Tako da upam, da bo izid tesen v eno ali drugo smer in da bojo te volitve zanimive in tudi take, da se bomo vsi udeležili teh volitev. Ja, tako zakonitno vprašanje, ne. Mogoče boš povedal tudi ti, koga boš volil. Čeprav mislim, da ni velike skrivnosti. Ja, jaz bi malo tudi odgovorila na vprašanje, ki si ga postavil Francu, ne. Tako, da bi šli bolj mirno na volitve, jaz osebno bi raje videla, da bi bili sposobni ene realpolitik, ne, med nami Slovenci in bolj pragmatično preštudirali pravila, ki bi dajala ene malo bolj preverjene rezultate, ne. Po drugi strani tudi razumem, da imajo stranke ena svoja pravila, gledanja, smernice in kot vsaka organizirana skupnost tudi stranka mora zahtevati, da se pač spoštuje pravila, ker če ne nastane kaos. Ker pa sem, recimo, po duši zelo, po značaju optimist, ne, in se mi zdi, da tako se malo vedrijo časi z, ne vem, jaz bom povedala svoje gledanje na politiko z novo, mislim, z novo tajnico tudi v Demokratski stranki, se mi zdi, da je zavel vsaj na deklarativni ravni, kar je že nekaj nov veter, ki je veliko bliže mojemu čutenju, ne. Končno slišim ene vsebine, ki so zame navdihujoče, tako da bom šla na volitve z veliko lažjim srcem, kot sem šla v preteklosti. In sem vesela tudi, ker so se nekateri kandidati oziroma kandidatke, ki so po mojem zelo zanesljive osebe, zaupanja vredne, kompetentne, vztrajne, odločne, osredotočene na rezultat in zelo povezovalne, manj nagnjene paradiranju, ne, in tako in enemu egocentrizmu, ampak bolj k marljivosti in požrtvovalnosti, ki mi zelo odgovarjajo. In zato bom šla letos lažje na volitve in lažje bom dala bodisi svoj glas kot svojo preferenco. Še eno tako zelo osebno razmišljanje. Sama se počutim, mislim, sem levičarski človek, tako izrazito levičarski po počutenju in po formaciji, čeprav nisem bila nikoli v nobeni stranki. Zelo me žalosti, ko v pogovorih z raznimi tovariši, ki izhajajo iz levice in ki imamo nekatera zelo skupna čutenja in tudi izhodišča, slišim, da ne bodo šli voliti.
Mislim, da volilna pravica je osnovna človekova pravica in se tej osnovni človekovi pravici odpovedati se mi zdi nekaj tako neodgovornega, da res, ko morem, jih nagovarjam, naj tega ne delajo. Prvič kot državljani, drugič kot levičarji, ki se opredeljujejo za državljanske pravice, tretjič tudi kot pripadniki narodne skupnosti. Politična konstelacija v Italiji sedaj, mislim, da tudi levici, tudi tisti, ki so bolj na skrajni levici, bi zahtevala en večji angažma in res eno opredelitev takih ljudi in tudi tistih poti, ki ti omogočajo, da pridemo iz te godlje ven. Evo, tako, mislim, da sem odgovorila precej osredotočeno. Evo. Rudi se smeje. In podpiram tudi žensko plat v politiki. Jaz sem po duši vedno bil ne levičar, prej smo govorili zunaj, sem bil skrajno levičar in bom ostal skrajno levičar. Jaz razmišljam zelo, glede tega zelo pragmatično, ne? Če gremo z državne oziroma z evropske mire, ne, jaz bom volil verjetno leve demokrate, zelo cenim delo, ki ga opravlja naša senatorka in seveda si tudi na tem mestu zahvaljujem in pač podpiram to stranko. Kar se tiče na lokalnem nivoju, mi je žal, ne morem podpreti te stranke zaradi vsega tega, ker so nam nakuhali, vsaj kar se mojega sektorja tiče, tako da bom volil stranko slovenske skupnosti. Kar se tiče kandidatov, ne bom povedal, zato sem obljubil vsaj 6, da bodo dobili moj glas in tako da pač to je moje razmišljanje. Evo, mislim, da ni dvomov, ne? Ne, z tega vidika lahko samo povem eno stvar. Ja, kot koalicijo, v bistvu, če sem kandidiral, pričakujem vedno zmago. Itak da je tako, ne? V obratnem primeru, če ne bi na nekaj takega cilja, sploh ne bi kandidiral. Se bi mi zelo odvečno. To se pravi, da katerikoli kandidat, ki kandidira, mora imeti jasno zastavljen cilj in cilj mora biti zmaga. To je to. In pričakujem, da bodo te volitve šle pozitivno in da v ponedeljek 3. aprila bomo imeli tudi prijetno, recimo prijetno rezultat in prijetno doživetje. Zaradi tega res ne delam prevelikih težav. V bistvu pozivam vseh, naj se udeležijo volitev, ker to je ena stvar, ki recimo da v shodih, ki se jih imel v zadnje čase, sem večkrat ponovil, se pravi, da v bistvu pojdite voliti, ker čisto enostavno, recimo, da ljudje, da bi pridobili sploh volilno pravico, so marsikaj žrtvovali, ne? Več ljudi tudi žrtvovalo svoje življenje in recimo, da smo to pravico pridobili težko. Pravice pa tudi izgubimo zelo lahko, zato v bistvu je pametno, da sploh pravice, ki jih imamo, v bistvu jih uporabljamo in se jim ne odpovedamo. Ja, jaz tudi sem podobno kot Ksenija delim z njo te pozitivne občutke pred nedeljskimi volitvami tudi, ker tako, po mojem mnenju septembra, ko je šlo za državne volitve, je bila neka veliko verjetno razočaranje, ko pravzaprav proti desnici se ni potegoval morda dovolj konkreten in dovolj odločilen proti kandidat, tako da je bila zmaga izredno lahka. Po par mesecih pa že vidimo, kako se ta vlada obnaša in kateri so taki morda majhni, ampak pomenljivi znaki tega, kar je pravzaprav razmišljanje, ki ga vodi. Zato mislim, da so se tudi ljudje, ki so se takrat odločili za to opcijo, morda že malo skesali in upam na to. In to tako v tem valu
teh sprememb, ko se sedaj tudi na politični sceni pojavljajo nove osebe, mlade osebe, ženske. Računam tako, da bo tudi pri nas se tako malo spremenila ta težnja in glede volitev osebno, jaz se svojim idealom bom težko odpovedala, tako da mislim, da bo šel glas edinemu slovenskemu kandidatu, ki na Goriškem ima možnost, da bo izvoljen. Hvala. No, preden prepustim vam besedo, sem obljubil, da bom tudi sam povedal, kaj mislim, kaj bom naredil. No, glede tega, koga bom volil, jaz mislim, da ne more biti dvoma, da bom volil tistega, ki sem ga predlagal za kandidata, skupaj s Tatjano in tako z Alešem. To se pravi, da bi bil za zdravnika, ako bi ne šlo tako. Kar pa zadeva rezultat, jaz tukaj tudi, kot sem vam povedal, pač nekaj podatkov krožijo pod mizo, nekaj sondaž. Če vemo, da pred 5 leti je bila razlika 32% med Bolzonellom in Federico, 32% razlike. Tokrat mislim, tudi jaz sem pod 5% razlike, težko, verjetno v tem trenutku bolj za zdajšnjo upravo, ampak se premikajo zadeve, se lahko, in potem te napovedi niso nikoli točne, za 2-3 točke lahko zgrešijo, obstajajo ti zadnji dnevi, ko se precej veliko ljudi odloča, to se pravi, zdaj so ti kritični dnevi, zato da tistih 20, 22, 25% ljudi se odloča, do danes pač nekateri niti ne vejo, da so volitve v nedeljo, se pravi, da je treba to zadevo. Če pa ne bo teh manj kot 5%, obljubim, da bom začel hujšati. Ne, če bo razlika več kot 5, ja. Prosim, Tatjana, bi ti? Ja. Ja, dober večer vsem. Hvala lepa za ta izredno produktiven in konstruktiven razgovor in pogovor, s katerim z veliko vidiki se seveda strinjam. Glede enotnosti, mislim, da je to tisto, kar bi nam moralo biti za vodilo. Če pogledamo v zgodovino, ko smo bili enotni, smo marsikaj dosegli. Osvobodilna fronta je nastala enotno. Kdor se spomni boja, ki smo ga imeli za zaščitni zakon, koliko nas je bilo na travniku takrat za svoje pravice? 10 000? Morda tudi kaj več. Ko je šlo za Narodni dom, čeprav so bile nekateri, ki so delali proti, smo nastopili enotno in dobili Narodni dom. Pred par dnevi sem srečala novega svetovalca pri predsedniku republike, ki se je mudil v Trstu na uradnem obisku in bil tudi nagrajen za svoje delo kot ambasador, in mi je takoj povedal, kako se predsednik Mattarella z velikim spoštovanjem in z velikim veseljem spominja obiska v Trstu. Spominja se 2 rok na Bazoviški gmajni in na Šohtu, kar ni bilo lahko. In seveda predvsem dejstva, da je celotna, tutta la comunità unita ha gioito per il ritorno del Narodni dom. To je stvar prejšnjega petka ali četrtka. Kaj se je zgodilo z nami in kaj se dogaja z nami? Smo kdaj pomislili, kako drugi želijo, da smo deljeni? Pomislimo, kaj se je zgodilo s Kominformom. Oprostite, boste rekli, da sem stara in antična, ampak tisti, ki je posegal v našo enotnost po vojni, so bili drugi. In še danes
tudi na levi, marsikdo zagovarja dejstvo, da smo bili mi, ki smo bili etnično proti Italijanom, kar ni res. Ker smo dokazali kot skupnost, da ni tako. In večkrat iščemo sovražnika, ne, jaz ne imenujem to sovraštvo, ampak nasprotnika, ki ga je treba premagati, namesto da bi ga iskali zunaj, desnica je v tem primeru tisti, ki ga moramo premagati, ga iščemo znotraj in se borimo med sabo in se bijemo med sabo in se tudi med sabo skregamo. Ko sem prvič stopila na to prizorišče, ki ni bilo moje, čeprav je politika v vseh dejanjih, ki jih delamo, ko nastopamo javno, sem ugotovila, kar so mi povedali. Ja, niste na teritoriju. Je res. Ko sem hvaležna Jole, da je spomnila na obiske v Benečiji. Benečija je naš najbolj, bom rekla, tisto področje, ki smo ga najmanj upoštevali. Ampak to je področje, ki kdor ga malo začenja spoznavati, ve, da je tam ogromen potencial. Da ne govorimo o gospodarstvu, da ne govorimo o kmetijstvu. To so vsa področja, s katerimi se jaz nisem prepoznavala in jih nisem poznala, ker sem se ukvarjala z drugimi stvarmi in počasi spoznavam v teku let, kakšen potencial imamo. Mi imamo, in to ni stvar optimizma, mi imamo tudi eno delavnost naših ljudi, ki mora biti naša garancija. Je res, se strinjam, da smo preveč fragmentirani, tudi politično, čeprav jaz verjamem v složnost in verjamem v skupni nastop. Glejte, moja prva izvolitev je bila pač taka, kot je bila in se spominjate. Drugič, ko je stranka naredila eno politično izbiro, ker Demokratska stranka je na drugo mojo kandidaturo, da sem bila nosilka kandidatne liste, to je bila politična izbira. In je politična izbira, ki je zelo važna za nas in za to, kar mi predstavljamo na tem teritoriju. Ampak moja kandidatura ni bila samo strankarska, bila je kandidatura vseh nas in zato si skušam prizadevati, kot si skušamo prizadevati vsi, ki razmišljamo o tem. Pred nekaj leti, in potem bom končala da prepustim besedo drugim, me je povabila ena ugledna časnikarka na televizijo, na ljubljansko televizijo, v nočni studio, nočni klub, to je bilo že precej let nazaj, vsaj 12, na oddajo Ambasadorji slovenstva. In ko je postavila vprašanje, kaj nam fali za to, da bi bili prepoznavni kot uspešni, jaz sem se zamislila in sem ji povedala, in to je potem izbrala tudi kot spot, veste, od Italijanov sem se naučila nekaj zelo pomembnega. Italijan je najprej Italijan in potem vse ostalo. Kadar bomo mi znali biti najprej Slovenci in potem vse ostalo, bomo mogoče dosegli tisto složnost in tisto spoštovanje in enotnost, ki ga je danes in včeraj počrtala nova državna tajnica Eli Schlein na srečanju z parlamentarci. Hvala. Prosim, še kdo? Ni? Hvala. Potem hvala vsem, hvala vam za sodelovanje in na moja nekako nenapovedana vprašanja, pa vendar so se vezala skupaj s celotnim večerom. Hvala vam. In kaj naj vam rečem, 3., 2. in 3. aprila, dobro veste, ste dobili sporočilo, kaj morate narediti. Hvala lepa.